Kaj je bil dejansko razlog tega padca v tem obdobju? Zakaj so cene padle? Najbolj se govori o tem, da je pač nemška vlada prodala oziroma morala prodati zasežene bitcoine. Nekje je pisalo največji padec za bitcoin od leta 2022. Ja, takrat je bitcoin padel za, se pravi, nekje iz 8000 na 4000. Vemo, kje je zdaj cena bitcoina. Več kot 85% investitorjev, ki imajo bitcoin, so v plusu. Lahko pričakujemo, da smo nekje na območju tega dna po tej korekciji. Torej, kaj bi mogoče ti v tem primeru svetoval tem novim vlagateljem, ki so doživeli zdaj ta prvi padec? Vedno si moraš reči, tudi to bo minilo. Pozdravljeni v Incrementum podcastu. Moje ime je Marjeta in danes bomo spregovorili o tematikah, ki so trenutno aktualne na kriptotrgu. Kar se kriptotrga tiče, so bile v začetku letošnjega leta napovedi zelo pozitivne. Namreč januarja smo dočakali odobritev Bitcoin ETF-a, potem v aprilu smo dočakali halving in konec maja odobritev Ethereum ETF-a. Torej, napovedi so bile več kot lepe, potem pa se je zgodil padec. Da pogledamo razloge, zakaj je danes temu tako, poleg mene sedita dva izjemna svetovalca za digitalne naložbe v podjetju Incrementum, gospod Benjamin Samotorčan. Pozdravljena. Ter Izidor Benčina. Pozdravljena. Pozdravljena. Benjamin, povej mi, kaj je bil dejansko razlog tega padca v tem obdobju? Zakaj so cene padle? Ja, zdaj, če te lahko malo popravim tako na začetku, padec je zame zelo taka beseda. Jaz bom rekel, da je prišlo samo do popravka cen. Ja, na trgu so se pač zgodile zadeve, zdaj najbolj opevano oziroma najbolj se govori o tem, da je pač nemška vlada prodala oziroma morala prodati zasežene bitcoine. Nekje 24 000 govorijo, da jih bojo prodali oziroma da so jih. Potem izplačilo upnikom propadle borze Mt. Gox. To je bila največja ali pa ena izmed največjih menjalnic, ki je doživela med leti 2011 in 2014 kar nekaj hekerskih napadov. In 2014 je ta menjalnica propadla, kjer so jim odtujili oziroma se je izgubilo nekje 850 000 bitcoinov. Po dolgotrajnih sodnih procesih pa je zdaj v bistvu prišlo do trenutka, tudi v tem času, kar se upada z v bistvu, bom rekel, popravkom cen na kriptotrgu, kjer bodo upnikom izplačali, se pravi, njihove zahtevke, nekaj v bitcoinu, nekaj v bitcoin cashu in tudi nekaj v fiatu. In to, kar bojo izplačali v fiatu, so v bistvu prodali. Govori se, da naj bi dobili oziroma našli nekje 200 000 bitcoinov in to zdaj so pač unovčili za fiat denar, ker bo pač izplačali upnikom. Ne bo to zdaj, da bo naenkrat izplačani, ampak bojo to postopki. Tako da vse to pač vpliva tudi na samo gibanje trga, se pravi neka večja prodaja, kar pa v bistvu pri retail vlagateljih oziroma malih vlagateljih povzroči neko paniko, kar je napačno. Torej, ko se samo vidi neka transakcija iz hladne hrambe na menjalnico, 1000 bitcoinov, tako kot je Mt. Gox testno naredil, je bila to že panika, v nekaj se dogaja in takrat pač mali odreagirajo napačno in začnejo prodajati v strahu, da bo cena še padla oziroma da bo prišlo do še večjega popravka. In v bistvu vse to so pač razlogi, ki so sestavni del vsakega trga. Tudi delnice se prodajajo, tudi nepremičnine, plemenite kovine. Povsod smo v bistvu deležni teh določenih večjih odprodaj. In to se je na kriptotrgu tudi zdaj zgodilo. Seveda, to še sovpada z napovedmi, kot si sama povedala, v začetku leta je bilo vse blesteče, ETF-i so bili odobreni, halving je bil, vsi so pričakovali, da bo to zdaj neka hiperrast na kriptotrgu. To ne pomeni, da ne bo, ampak momentalno je pač
Trg v tej situaciji, če lahko rečem, da se pač čisti slabih stvari in to se pač meri v popravku cen, ki je pač čist normalno za kriptotrg. Tudi najbrž ni zadnji popravek, a ne. To zdaj ne pomeni, da ko bo pa to mimo, da bo pa trg samo rastel, vedno bo volatilnost prisotna, tako da ni nobene panike za kakršnokoli, oziroma ni nobenega razloga za kakršnokoli paničarjenje, a kripto bo, je to konc zdaj, ne, ker v bistvu članki se pa že pišejo na to vižo, ne. Ampak mediji v bistvu z kriptotrgom praktično nimajo nobene veze, njim je sam interes, da se pač njihovi članki berejo, zato so vedno ekstremno dobri ali pa ekstremno slabi, vmes pač ni, ne. Tako je, kar nekaj se jih je pojavilo v tem času, ne, jaz sem jih zasledila. Nekje je pisalo največji padec za Bitcoin od leta 2022, ne. Govorilo se je, da je vse to umetno narejen, da je zato tako kratkotrajno, da gre za finančno piramido, da zmanjkuje naivnih vlagateljev. Se pravi, nek strah je absolutno prisoten. Drži, vse to je čist normalno ali pa tipično, bom rekel, ne. Tukaj treba biti samo potrpežljiv, vedeti, kaj se v bistvu dejansko v ozadju dogaja, ker večina teh komentatorjev ali pa nevernih Tomažev, ne, tudi sam sem pod tem člankom prebral komentarje in se lahko sam smejem, ne. To je spet en signal za mene, za ljudi, ki razumejo način investiranja oziroma pravila investiranja, ne, da je to samo še ena priložnost za dodatna vplačila, za dodatne vložke in pa seveda tudi priložnost za zamudnike. Je pa psihološko oziroma čustveno težko, seveda, ko je vse rdeče, ne, investirati svoje prihranke. To pa je pač tisto, kar dela vlagatelje uspešne pa malo manj uspešne. Se pravi, tisti, ki v takih obdobjih zmorejo investirati, seveda, da razumejo, kam investirajo, so ponavadi največji zmagovalci. Se pravi, če se dotaknemo tega, kar si prej omenil, a ne, zdaj ljudem bojo povrnjena ta sredstva. Se pravi, če jaz prav razumem, če menjalnica propade, a ne, potem ljudje dejansko lahko dobijo svoj denar nazaj, pa se to je super novica. Izidor, povej. Ja, če gledamo z tega vidika, je to resnično en pokazatelj, ki bo sigurno vplival tudi na zaupanje kriptotrga. Se pravi, vlagatelji lahko postanemo bolj sigurni tudi v menjalnice. Vidimo ne samo s Mt. Goxom, tudi FTX menjalnica propadla tam leta 2022, bo vračala sredstva, tako da to je res en velik signal za zaupanje tudi v menjalnice. Mogoče bi se malo na ta strah navezal. Jaz mislim, da je največji strah trenutno med tistimi vlagatelji, ki so pred meseci investirali, ki so prvič doživeli en padec na kriptotrgu. Ker dokler se ne podamo v kriptotrg, vse izgleda zelo lepo. Oziroma vse obstaja strah, a bi šel not ali ne, potem pa končno zberemo tisti pogum, se podamo v trg, trg lepo zraste, to čakamo, ne, ker seveda, če pade, si ponovadi ne upamo. In ja, ponesejo nas malo te emocije, zberemo pogum, vstopimo, potem pa hitro lahko doživimo neke padce, kar je popolnoma normalno, trg stalno niha. In predvsem vidimo zdaj pri teh svežih vlagateljih, kako jih stiska, kako jih trg premetava, kako so že malo depresivni, verjamem pa, da z eno dobro oporo strokovnjakov lahko ti ljudje so tudi uspešni pri investiranju. Vidim tam, če se vrnemo malo v zgodovino, na ljudi, na investitorje, ki investirajo zdaj že več let, ti investitorji so vajeni vseh nihajev. Vemo, kaj se je dogajalo tam v letu 2019, 2020, 2021. Veliko takih negativnih situacij, negativnih informacij. Stalno kriptotrg oziroma, tako kot je že Benjamin lepo povedal, mediji stalno iščejo neke negativne novice, ker ljudje to radi prebiramo oziroma na tisto smo bolj strigirani celo kot na pozitivne novice. In isto se je dogajalo, vemo, COVID leta 2020, marca, čez noč skoraj, v enem dnevu Bitcoin pade za 50%. To je grozno za investitorje. Tisti, ki so takrat vstopili v trg, to je bila grozota, ampak
če so preživeli padec, da niso odreagirali, kaj je zdaj? Bodo še kakšnega, ne? Ja, takrat je Bitcoin padel se pravi, nekje iz 8.000 na 4.000. Vemo, kje je zdaj cena Bitcoina. Tudi če je kupoval nek vlagatelj pri 8.000, pa vmes šel za 50% dol, je zdaj v zelo lepem donosu, kajti Bitcoin trenutno ima ceno nekje pod 60.000. Torej, kaj bi mogoče ti v tem primeru svetoval tem novim vlagateljem, ki so doživeli zdaj ta prvi padec? Je enostavno morajo zaupati v bistvu, postaviti se morajo nazaj v tisto vlogo, katero so čutili, ko so vstopili v trg. Zamisliti si, postaviti sebe, zakaj sem šel v trg, kaj sem nameraval, ko sem šel v trg, za koliko časa sem nameraval investirati, kakšni so moji cilji in se še vedno tega držati. Ker sem prepričan, da vsaj tisti investitorji, ki grejo z nasvetom nekih strokovnjakov v trg, investirajo za več let in investirajo z nekimi cilji, ki jih hočejo doseči v življenju. Če nas prva neka, ne bom rekel malenkost, ker je lahko naporno, ampak nek šok tak, ki se zgodi, omaja do te mere, da delamo neumnosti, da odprodajamo svoje sredstva, enostavno ne moremo priti do naših ciljev. Ampak cilji se ne zgradijo z danes na jutri, ampak se gradijo z leti. Na vseh trgih. Je pa kriptotrg tukaj dejansko tisti trg, ki nam lahko da najhitreje rezultate in to moramo izkoristiti. Nimamo takih priložnosti res veliko v življenju. Isto se nam lahko zgodi na delnicah, na plemenitih kovinah, tak padec. Mislim, toliko močni padci, taki nihaji definitivno ne, čeprav na nekaterih delnicah tudi, ampak dolgoročno oziroma tukaj dejansko moramo gledati svoje cilje, svoje. Benjamin je že prej omenil, da tudi Nemčija prodaja svoje bitcoine. Bi lahko malo več povedal v tem? Ja, če pogledamo še malo, ne zveni, ni vse tako črno. No. Če pogledamo spet samo novico iz medijev, nam zgleda, Nemčija prodaja, katastrofa. Ne vidimo pa tega, da je Nemčija četrta največja država v svetu, ki poseduje bitcoin. Na prvem mestu ZDA, drugo mesto Kitajska, tretje mesto Britanija, četrto mesto pa tukaj že Nemčija. In Nemčija ne odprodaja vseh svojih bitcoinov. Nemčija v bistvu s posedovanjem bitcoinov gradi neko stabilnost v svetu. Včasih so, oziroma se to se še seveda dela, države se trudijo pokupiti čim več zlata, da imajo zlate rezerve, ampak digitalna doba je tukaj. Nov svet je med nami, tehnološki predvsem, in države se borijo, katera bo imela na lagerju dejansko čim več bitcoinov. Zdaj, katere bitcoine dejansko odprodaja Nemčija, to je eden v bistvu redkih dogodkov, ampak en večjih zasegov. Nemčija je zasegla te bitcoine, ki jih sedaj odprodajajo piratski internetni filmski strani Movie2K. In v bistvu te bitcoine odprodaja nekje okrog 50.000 bitcoinov je zasegla v vrednosti 2,5 milijard evrov in trenutno so odprodali že več kot polovico, tako da glede te odprodaje mislim, da lahko pričakujemo, da na ceno bitcoina več ne bo tako močno vplival. Je pa še eno zelo zanimivo dogajanje zaradi tega dogajanja v Nemčiji, ker to odprodaja vlada, ne? In opozicija tukaj kar nasprotuje odprodaji ravno iz tega razloga, ker v bistvu njihove besede so, da trenutno vlada preveč kratkoročno gleda s tem odprodajanjem, da ne gleda v prihodnost, ker dejansko, če bi dosti gledali v prihodnost, je jasno, da mora država Nemčija posedovati čim več bitcoinov in tudi zaradi samo njihovih izzivov, ki jih imajo kot država, tudi gospodarstvenih, da so res postavljeni močno v svetu, kar pridobivajo s samim bitcoinom, s posedovanjem bitcoinov. Super. Torej, omenili smo, da Nemčija prodaja svoje bitcoine, da menjalnica Mt. Gox prodaja bitcoine, prodajajo pa jih tudi rudarji.
Kdo so ti rudarji in zakaj pravzaprav tudi oni prodajajo bitcoine, Benjamin? Ja, rudarji so pač tisti, ki rudarijo določeno kriptovaluto, predvsem bitcoin, ki je bil prva kriptovaluta in je popolnoma decentralna in tukaj do sprememb, recimo, da bi iz sistema Proof of Work prišli na Proof of Stake, ne more biti. Za razliko od Ethereuma, ki je zdaj na strategiji Proof of Stake in se stejka, ne več rudari. No, da se vrnem nazaj, rudarji so pač tisti, ki potrjujejo bloke oziroma transakcije in so za potrjevanje plačani z bitcoinom. Zdaj, to rudarjenje tudi nekaj stane, tukaj je pač strojna oprema, ki je kar draga, ima tudi kratko življenjsko dobo in jih je treba skozi servisirati oziroma menjavati. In pa seveda tudi porabi veliko električne energije. Ne. Zdaj, če bi nek laik rudaril, kar tudi lahko, ne, recimo neka taka mašina stane nekje 6-7 tisoč evrov in ima približno nekje 2 do 3 leta življenjske dobe. Poraba elektrike in pa seveda generirana toplota, ker so tukaj zelo močne grafične kartice in je zadevo treba dobesedno hladiti, drugače v bistvu ne more niti delati. No in v bistvu to so korporacije, podjetja, ki imajo ogromno število teh mašin in dejansko ti rudarji morajo odporodati potem bitcoine, zato da pač pokrijejo stroške, ki so pa seveda v tem obdobju tudi višji. Imajo pa še enega sovražnika, če lahko temu tako rečem, rudarji, in to je polovičenje oziroma halving, ki se je zgodil letos aprila. Se pravi, nekje na vsake 4 leta se plačilo rudarjem prepolovi, torej dobijo manj bitcoinov, ne, in tudi bitcoin se počasneje rudari. In to v bistvu tudi zagotavlja nek dolgoročen obstoj, ne, namreč neke ocene so, da ne bi bilo do leta 2030 izrudarjeno skoraj 99% vseh bitcoinov in potem ta procent na račun halvinga se bo rudaril še nadaljnjih 115 let. Torej, rudarji zdaj dobivajo pol manj bitcoinov, kakor so dobivali plačila pred aprilom. Torej 6,25 bitcoina je bilo plačilo za en blok, zdaj je to plačilo 3,125. In čez 4 leta bo še pol manj in še pol manj. Ne. Tako da dejansko dobivajo za plačilo manj bitcoinov, ampak je pa bitcoin več vreden. Torej, momentalno se zaloga bitcoinov, ki jih posedujejo rudarji, nahaja na najnižjem nivoju v zgodovini kripta. Se pravi, v zadnjih 14 letih je rezerva bitcoinov najnižja, seveda na račun večjih stroškov, draženja elektrike in tako naprej. Če pa to zalogo prekonvertiramo v fiat valuto, je pa zelo blizu rekordov, namreč vrednost bitcoina je pa tudi drugačna, kot je bila, ne vem, 5 let nazaj ali pa 10 let nazaj. Ne. Tako da z tega vidika spet ni nobenega razloga za paniko, jaz to vidim bolj pozitivno kot negativno, ne. Tudi odobritev ETF skladov v januarju je tudi povzročilo, da so te korporacije tudi od rudarjev kupovale bitcoine, zato je tudi mogoče zaloga na ta račun padla se je v zadnjem obdobju oziroma v letošnjem letu za 50 tisoč bitcoinov, ne. Se pravi, še vedno imajo rudarji, se pravi, najvišja zaloga je bila 1.950.000 bitcoinov, no zdaj ta zaloga padla na 1.900.000 bitcoinov, kar spet ni neko hudo zmanjšanje, če lahko temu tako rečem. Vrednost bitcoina pa seveda, če se lahko še mogoče navežem na to, kar je prej Izidor govoril, v situaciji oziroma tej čustveni problematiki vlagateljev oziroma tistih vlagateljev, ki investirajo nepoučeno na podlagi čustev in na podlagi novic, se pravi strani medijev, socialnih omrežij. CoinMarketCap analiza govori, ne samo države kot take, ki niso neumne, seveda hočejo imeti tisto, kar je vredno, čim več tistega, se pravi zlata in tudi zdaj bitcoina, ki se že tretira kot digitalno zlato.
Pa tudi na področju malih vlagateljev je bilo zdaj pred kratkim v bistvu registriranih 1 milijon denarnic, na kateri je en bitcoin. Se pravi, bitcoin ni, da ga kupaš enega, ampak je v bistvu deljiv. Ne? Se pravi, lahko paš tudi 0,005 bitcoina. Ne? In v bistvu to kaže na to, da so ti vlagatelji dolgoročni. In v bistvu dokupujejo bitcoin in zdaj je že več kot 1 milijon denarnic, na kateri je vsaj en bitcoin. To je zame zelo pomemben podatek in to spet kaže tudi na neko zaupanje v bitcoin, ker se pravi, teh 1 milijon malih vlagateljev verjame, da bo bitcoin še pridobil na ceni. Ne hoče imeti vsaj eno enoto tega kovanca v svoji denarnici. Tako. Izidor, kako pa ta prodaja vpliva na ceno in stabilnost trga? Govorimo o rudarjenju. Tako. Kar se tiče, mogoče bi se še malo nazaj navezal na Benjaminove besede, sicer vrhunsko že razloženo. Kapitulacija trenutno minerjev je tista, ki male vlagatelje skrbi. To je dejansko, ja, tako kot je že Benjamin rekel, od prodaja bitcoinov, pa tudi zmanjšana aktivnost samega mininga. To vpliva dejansko na hash rate, oziroma ta kapitulacija trenutno minerjev, če gledamo dejansko na taki ravni, kot je bila v tistih groznih dogodkih v času FTX-a, ko je bitcoin tudi dosegel neke takrat minimalne vrednosti, oziroma v tistem času nekje malo nad 15.000, ki se je stabiliziral. In v bistvu trenutno dogajanje, kar se tiče mininga, je na zelo podobnih ravneh in takrat v bistvu se je, če pogledamo skozi te metrike, če pogledamo skozi te številke, se je takrat poden kreiral, stabiliziral. In če pogledamo zdaj skozi te številke, tudi lahko pričakujemo, da smo nekje na območju tega dna po tej korekciji cen, tako kot si vprašala, tako nekako vpliva. Če tukaj še omenim hash rate, kar pomeni skupno računalniško moč, ki jo minerji zagotavljajo za stabilno omrežje bitcoina, je tako kot takrat v času FTX-a hash rate padel za 7,7%, kar je točno taka številka kot takrat. In ja, če gledamo te dejavnike, potem lahko pričakujemo, da se bo nekje tukaj okrog 50.000 cena stabilizirala in da se lahko pol pripravimo naprej za nadaljne rasti. Če bi se pa še smel zdaj, ker imam glih besedo, navezati še na Mt. Gox. Malo sem šel preračunavati, kaj pomeni pač ja, zelo pozitivno to, da se zdaj vrača. Sicer Mt. Gox ne vrača celotnih sredstev, kot so jih imeli, se pravi, investitorji na sami menjalnici, ampak nekje 6-krat manj. Torej nekdo, ki je 100.000 investiral, dejansko dobi 6-krat manj, nekje 16.000. Ampak moramo upoštevati en drug dejavnik. Takrat v času bankrota Mt. Goxa leta 2014 je bitcoinova vrednost bila nekje na $600. Zdaj malo pod 60.000. To je nekje 9.000% donos. Torej nekdo, ki je takrat investiral 100.000, ima kljub temu, da bo dobil 6-krat manj imetja, ampak tega 6-krat manj imetja je zdaj vrednih 1,5 milijona. Tako da verjamem, da redko kateri investitor, ki je takrat investiral preko Mt. Goxa, mislim, da je lahko na nek način zelo hvaležen, ker ni mogel dostopati do svojega imetja, ker vmes sta se zgodila dva močna padca na kriptotrgu in verjamem, da marsikateri investitor bi kar nekaj neumnosti naredil v tem času, tako pa imel zaklenjene svoje kovance in zelo lep donos napravil na ta račun. Rekli smo, da ta postopek vrnitve še traja, še ni popolnoma zaključen. Tudi pritoki v ETF sklade znova rastejo. Benjamin, zakaj? Seveda institucije pač vidijo priložnost za ugoden nakup, se pravi,
mi kot mali vlagatelji moramo razumeti in se moramo obnašati tako, kot se obnašajo veliki. To je v bistvu pravilo za vsak segment finančnega trga in tudi za kripto. Se pravi, institucije zdaj spet derejo, se pravi, prilivi v ETF-e se povečujejo. Zakaj? Zato, ker je cena ugodna. Pa v bistvu sam ta dogodek, ki je nič nevidenega na kriptotrgu, tudi ni zadnji, to pač je specifika kriptotrga. In zdaj, če gledam vlagatelje, pa se na male osredotočil, več kot 85% investitorjev, ki imajo Bitcoin, so v plusu. Preden nadaljujemo in če bi želeli prejeti še več koristnih informacij z področja investiranja v kriptovalute, se lahko prijavite na posvet z menoj ali s katerim od mojih sodelavcev na povezavi, ki jo najdete spodaj. Torej, iz tega lahko razberemo, da teh 15%, ki so morda zdaj v neki paniki, ko je njihova vrednost nižja od vložka, jih je samo 15%, kar pomeni, da so ga zdaj kupovali v zadnjem oziroma v tistem hajpu, ki je bil januarja, odobritev ETF-a, halving bo, in takrat je tudi Bitcoin presegel svoj prejšnji all-time high. In to je, bom rekel, za nepoučene vlagatelje signal, to, kar je napačno. Se pravi, zdaj bo pa Bitcoin šel, ne vem, na 100-150 tisoč, moram ga kupiti. Ja, šel je do vrha, pa se je pa naredil malo popravka, če lahko temu tako rečem. In ta čustva, tukaj pač moraš biti, ali pa jih ovršiti, ker dejansko, kot je Izidor rekel, investiraš ciljno za nek rezultat, za nek cilj, in v bistvu vse to, kar si zastavil, ne verjamem pa, da kdo investira v kriptotrg za en mesec ali pa dva. Tako da mislim, če pa že je pa to totalno zgrešeno. Se pravi, res tista dolgoročnost, čeprav na kriptu se tukaj zelo hitro dogaja v primerjavi z ostalimi finančnimi trgi. Hočem povedati to, da zdaj ta mesec je za te boleč, strašen. Upam, da ne bodo unovčevali svojih izgub, ker je to samo en popravek cene in v bistvu vse je pripravljeno za nov zagon, za novo rast, treba je biti sam potrpežljiv. Jaz bi tako malo drugačen pogled imam še, tudi ta nakup v času halvinga je bil vrhunski nakup, ker verjamemo, da v naslednjem obdobju se bo to pokazalo kot ena zelo, zelo lepa vstopna cena. Nazadnje Bitcoin je padel za malo preko 70 na 53, ki je bila najnižja cena. Ampak vidimo, kaj počnejo ETF skladi, o katerih je že Benjamin govoril. Kar nekaj tudi odlivov je bilo, predvsem v aprilu mesecu, tudi v juniju mesecu. Jaz verjamem, da tudi manipulirajo z malimi igralci, z retail igralci na trgu, sploh tistimi neizkušenimi, ki jim skušajo iz rok iztrgati čim več bitcoinov in to počnejo tako, da tudi sami kaj odprodajo, da sprožijo to paniko v svetu. In vidimo iz 4. julija, ko je bil Bitcoin na 53 tisočakih, kako hitro so se začeli pritoki v ETF sklade dogajati. To je bilo takoj naslednji dan, v naslednjih dneh na dnevni ravni okrog 200 milijonov novih pritokov. In tukaj je direkten signal, kaj moramo početi kot mali vlagatelji. Trg se je spremenil zdaj s prihodom velikih vlagateljih. Veliko starega je ovrženega, treba je nov mindset, nove skille postaviti kot upravljalci in delati podobne stvari, kot jih počnejo veliki, oziroma ostajati miren. Če imamo možnost, doplačujemo, tudi če smo višji kupovali, če nimamo možnosti doplačevanja, ostajamo mirni. Če pa še nismo vstopili v trg, je pa to, kar nas stisne, ker nas kolektivno začutimo strah in ga rabimo začutiti, ker ko ga začutimo, vemo, to pa je signal, da kupim. To je najbolj jasen signal za dober nakup. Seveda, ko trg raste, nič narobe, če se dodaja
To ni enodnevna zgodba, to ni večmesečna zgodba, to je 10-letna zgodba, 20-letna zgodba. Super. Se pravi, če majčkam povzamem, straha, ni bojazni za strah, a ne, in vidva se pravzaprav veselita teh padcev cen, a ne, in dejansko svojim strankam tudi svetujeta, da je to neka najlepša priložnost, da vstopijo na trg oziroma še doložijo, če imajo seveda to možnost. Je tako? Ja, smo samo v enem delčku zgodovine, to, ki je že bilo za nami ene rasti. Zdaj smo samo v enem delčku, ne smemo tako gledati, res moramo odpreti, pogledati levo, desno in vedeti prihodnost. Ker to, kar se zdaj dogaja, to so samo šumčki, res minimalne zadeve. Ko bomo čez par let na graf pogledali, teh dogodkov sploh ne bomo videli in bili bomo po vsej verjetnosti, čudno bi bilo, če ne konkretno više. Te korekcije se bojo najbrž dogajale še v prihodnje, a ne? Normalno brez tega ne gre. Bo pa s časom sigurno tega manj, vsaj na Bitcoinu. So pa tukaj še ostali projekti, ki imajo večje nihaje, ki dajo večje priložnosti, ki tudi še niso tako porasli kot Bitcoin v zadnjem obdobju. In to je za izkoristiti. Nazadnje Bitcoin je v letošnjem letu naredil vrhunske donose. To pozabljamo. Januarja meseca je bil konkretno nižje, kjer je zdaj, pa delamo že paniko iz tega. Ja, če lahko še jaz tukaj dodam, no, sploh najnižja točka prejšnjega cikla, to je bilo marca, ko je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila epidemijo koronavirusa. Ja, in takrat je bilo pa to nekaj novega, ne. Se pravi, prvič smo se soočali z epidemijo, prvič se je konec koncev gospodarstvo za 2 meseca ustavilo, vsi avioni so bili parkirani, vse ladje so bile parkirane in kaj pa zdaj to, ne. In tukaj sem se spomnil na besede enega zelo uspešnega slovenskega podjetnika, ki nam je na enem izobraževanju tudi predaval, ne. Vedno si moraš reči, tudi to bo minilo. Tudi to bo minilo in je mesec pa pol po kar konkretnem popravku cen, več kot 60% na kriptotrgu takrat, je trajalo mesec in pol in smo bili že nazaj na točki pred padcem in potem smo bili deležni res ene hiperrasti. Tudi tisto ni bilo samo gor, vse je pač žagalo, ne, tako kot pač vse, nobena investicija na finančnih trgih ne gre samo gor, če pa gre, je pa najbrž to bančni depozit, ki pa ne gre gor, ampak gre dol, če dodamo vse dejavnike, ki pač so sovražniki depozita. Ja, in tukaj lahko tudi jaz povem en svoj primer investitorke. Januarja 2020 sva se pogovarjala glede investicije v kripto. Vse sva se pogovorila, naredila tudi izhodno strategijo, investirala dolgoročno, ja, ne potrebujem denar in tako naprej. Pripraviva vse, v bistvu pripraviva zadevo do te točke, da ona samo še investira. Se pravi, ne sprovede transakcijo, ki jo pa ni sprovedla. In v bistvu v tem času do mojega klica je minil en teden in takrat je trg zrastel za dobrih 20%. In jaz kličem to investitorko in jo vprašam, kaj je zdaj razlog, da se zadeva še ni sprocesirala, ne. No, kot razlog mi je navedla, da je govorila s sodelavci, s kolegi in da so ji vsi odsvetovali, da to daš pa izgubiš, dobiš več nazaj in tako naprej, ne. In v bistvu že kar tako odločno, da odstopa od naložbe, ne. Sem jo potem vprašal, kaj pa so ti vaši sodelavci finančni strokovnjaki za kripto področje, kako. Ja, je rekla, to ne. Sem rekel, glejte, spoštujem vašo odločitev, ne, ampak glejte, ta trg je pa v tem tednu 20%, več kot 20% zrastel, kar bi bil pa kar lep donos na vaš vložek, ne. No, in potem se je premislila in vendar izvedla nakazilo, vendar samo četrtino tistega, kar so bila dogovorjena. Seveda nek strah, ampak tako za probo. Potem v naslednjem tednu je trg še zrastel za nekaj 17% in jo kar opogumili in potem je še doložila
kar konkreten znesek, ker je pač dobila neko zaupanje, to pa gre, ne. No, do marca, ko je bila razglašena epidemija, tako so vsi trgi, tudi zlato 20%, delniški indeks S&P 500 več kot 40% in kripto več kot 60%. V parih urah je nevrednost drastično padla in je tudi v tem primeru dobila moj klic. Seveda me je malo okregala, če lahko tako rečem, ni bila čisto zadovoljna, ne, kdaj se bo to zdaj nazaj pobralo, sem vedela, ne bi smela zaupati in tako naprej. V bistvu so pa bile moje besede take, da pač vas ne kličem zato, da vas bi zdaj tolažil, ampak vas kličem zato, da še tisto, kar je preostalo dogovorenega, zdaj vložite. Ne. Je tudi kar skočila, ste normalen, to bom še to zgubila, pa tako. V glavnem mi jo je uspel prepričati po malo pogovoru, ne, tako da je doložila in je seveda tudi rekla, da ko pride nazaj na vložek, da izstopa, da to ni zanjo, da je to preveč volatilno in na spat ne more. Sem rekel, če pa spat ne morete, pa res ni druge, vas pokličem, ko pridemo nazaj na vložek in to je to. No, čez mesec pa pol sem jo klical, kaj zdaj, gremo ven, ja, kako pa kaže. Jaz sem rekel isto kot januarja. To je bil pa samo en popravek, kratkotrajen, mesec pa pol je trajal, pravno pa pustova. No, zdaj ta investitorka mi zaupa, me upošteva in sva tudi naredila zelo lepe rezultate, zelo zadovoljna. Tudi po tem popravku cen leta 2022 je samo poklicala, če jo rabi kaj skrbeti, sem rekel, da ne, ok, super, gremo naprej. Ne. Tako da ko preživiš prvi padec, preživiš vse. Pa ta popravek 2022 je bil malo močnejši, kot zdaj. Tako, je bil več kot 80%, recimo. Ne. Ampak v bistvu ti investitorji bodo šli tokom dogajanja, razvoja tehnologije kot največji zmagovalci. Za razliko od tistih, imam tudi par takih, pa so pač na padce odreagirali tako, kot bom rekel 90% Slovencev, ki pač odreagirajo napačno. In potem ne, kripto ni več zame, to sem se upekel, fertik. Ne. Ja, nažalost vsi ne zdržijo teh pritiskov. Tako da iz tega vidika je to, ko si ugotovila za naju z Izidorjem, ko smo že praktično od samega začetka kripta v tem obsegu, kot ga danes poznamo, zraven doživela že marsikaj, se sam posmejeval, ko pride do kaj takega. Tako da to je pač šansa za obstoječe investitorje, da lahko doložijo po popustu, če lahko tako rečem, pa za tiste zamudnike, ki še oklevajo. Zdaj, ko je pač cena nižja, se splača kupiti. Tako, super. Hvala lepa, Izidor. Tehnologija se razvija hitreje kot kadarkoli do zdaj, a ne? Zakaj je temu tako? Kateri so ti ključni dejavniki, ki jih lahko pripišemo temu trendu? Ja, tehnologija se res razvija hitreje kot vse. Mislim, ljudje smo tako usmerjeni že, bom rekel, stoletja, tisočletja, da iščemo ta napredek, da se ne ustavimo, da naše misli stalno obratujejo in če pogledamo, da ne gledamo zdaj skozi vsa tisočletja, ampak če se samo 20-30 let preteklega dogajanja, na to preteklo dogajanje navežemo, vidimo, da je tehnologija res eksplodirala. Dejansko kar malo težko sledimo vsemu skupaj in predvsem blockchain tehnologija, ki je tukaj temelj kriptotrga, se zelo rada primerja z internetno tehnologijo. Kajti podjetniki, ki so uspeli skozi internetne posle, priznavajo, da je blockchain tehnologija tukaj še močnejša, da ima še bolj rušilno moč, da nam bo še več prinesla, predvsem neke transparentnosti, varnosti prav v internetno omrežje. In številke kažejo na to, da se blockchain tehnologija med ljudmi sprejema hitreje kot internet. V bistvu, če pogledamo še dodatne prav v številke, tam v letu 2000,
ko je internet bil na neki stopni razvoja, kjer se zdaj nahaja blockchain tehnologija, je bilo uporabnikov približno 400 milijonov. Če pogledamo blockchain v tem obdobju, se pravi od leta 90 do 2000 se je ustvarilo 400 milijonov uporabnikov na internetu. Če pogledamo, kaj se je zgodilo v zadnjih 10 letih na blockchainu, je tukaj kar 600 milijonov uporabnikov. Se pravi, ta krivulja sprejemanja blockchain tehnologije gre hitreje, kot je potekala pri internetu. In kaj nam v bistvu to kaže? Če smo investirali v internetna podjetja, nek smiseln znesek, 10, 20, 30 ali pa 100 tisočakov, koliko je imel kdo na voljo, dalo se je že z teh relativno majhnih zneskov napraviti v zadnjih 20 letih milijone. Če malo to prenesemo, pa pogledamo, kaj se dogaja na kriptotrgu oziroma na blockchain tehnologiji, vidimo, da mogoče pa ne rabimo zdaj tukaj 20 let, da pridemo do enakih rezultatov, ampak lahko z 20-30 tisočaki pridemo do milijona, mogoče tudi v že naslednjih, mogoče 10 letih. Pa se dotaknemo še malo stablecoinov oziroma stabilnih kovancev. A so tudi te povezani s tehnologijo? Oziroma, če mogoče potem samo še malo poveš, kaj sploh stablecovanci so? Ja, stabilni kriptokovanci. Ja, seveda so povezani s tehnologijo, kajti temeljijo na blockchain tehnologiji, tako kot ostale kriptovalute. Je pa potrebno tukaj videti, kaj dejansko stabilni kovanci so, se že njihovo ime pove. Kovanci so stabilni v smislu, da ko se dogajajo vse ti padci in rasti na kriptotrgu, stabilni kriptokovanci ohranjajo svojo vrednost na vrednost neke fiat valute. Torej, ko pride nek bear market, ko pride panika na kriptotrg, stabilni kovanci ohranjajo svojo vrednost. Zdaj, predvsem tukaj imamo 3 različne segmente stabilnih kovancev. Večina trga zavzemajo predvsem stabilni kovanci, ki so podprti s fiat valutami, potem so stabilni kovanci, ki so podprti s kriptovalutami, imamo pa tudi stabilne kovance, ki so algoritmično podprti. Da bo malo bolj razumljivo, stabilni kovanci, ki so podprti s fiat valutami, kaj to pomeni? To pomeni, da vsak dolar na blockchainu, se pravi na tehnologiji, na kateri slonijo stabilni kovanci, torej vsak dolar na blockchainu je podprt z dolarjem na banki. Se pravi, mora imeti kritje na banki. Stabilni kovanci pokriti s kriptovalutami imajo kritje dolarja na blockchainu, imajo pokrit ta dolar z vrednostjo dolarja preko ali Bitcoina ali Ethereuma ali kakšne druge kriptovalute. Medtem ko stabilni kovanci, ki so pokriti z algoritmi, tukaj morajo pa algoritem zagotavljati oziroma pametne pogodbe, da je kovanec stalno, da drži vrednost enega dolarja ali neke druge fiat valute. So pa v bistvu ta zadnji segment, se pravi algoritmični, tukaj najmanj priljubljeni, kajti kar nekaj je bilo vdorov v preteklosti, tudi izkoriščanja. Zelo dobro je marsikomu poznan primer Terra Lune, UST. Medtem ko, če govorimo pa o stabilnih kovancih, teh najbolj uporabljenih, pa verjamem, da je marsikdo že slišal za USDC, Tether, prihaja tudi v Evropi, zdaj na novo EURC. Tako da, kar se tiče tega, kaj imamo na voljo, je to nekako to, Super, koliko so pa že razširjeni te stabilni kovanci? Zanimivo vprašanje. Zelo zanimivo vprašanje, kajti je tudi zelo zanimiva številka. 55% kar vseh dejavnosti na blockchainu predstavlja trgovanje s stabilnimi kovanci. To pomeni, če damo v številko kar 3000 milijard mesečnega volumna. Pa komur to veliko ne pomeni, zdaj Visa ima na mesečni ravni nekje 1200
milijard prometa. Torej, več kot dvakrat manj kot na stabilnih kovancih. In jaz verjamem, da s tem, kaj omogočajo stablecoini, bo v kripto v naslednjih letih prišlo največ uporabnikov prav preko stabilnih kovancev. Niti ne to preko ostalih projektov na kriptotrgu, kot so Bitcoin pa ostale kriptovalute, ampak prav prek stablecoinov. Zakaj sploh stable kovanci? Ne vem, pač poveš, da ima kar veliko prednosti, ne? So pa najbrž tudi kakšne slabosti, ali jih je manj. Ja, zakaj stabilni kovanci? Saj imamo fiat valute, kaj to sploh rabimo, to se marsikdo vpraša. Zelo pomembna, oziroma dajmo pogledati, mi tukaj v Sloveniji ne vidimo te problematike, ker imamo vsega na voljo, res smo lahko zadovoljni, da živimo v tako urejeni državi. Ni pa povsod tako. Kar 1,7 milijarde ljudi v svetu nima dostopa do bančnega računa. Enostavno nima infrastrukture, ne dostopa do nobenih valut. Do fiat valut nemogoče. Še velik del sveta nima dostopa do dolarjev. Zakaj dolarjev? Se bom mogoče vrnila malo nazaj, ampak samo, če izpostavimo to populacijo, ki nima dostopa do bančnih računov, oni se pravi ne morejo do fiat valut. Kaj zdaj? In tukaj v bistvu stabilni kovanci so jim prišli kot rešitev. Rešitev za svet, ki je manj razvit. Afrika, določene azijske države, arabske, južnoameriške. Oni v bistvu rabijo samo internet, rabijo samo pameten telefon in to dejansko je pa skoraj da povsod. In tudi banke zdaj izkoriščajo v bistvu stablecoine oziroma jih že uporabljajo, postavljajo infrastrukturo za uporabo stablecoinov, da bodo lahko dostopali do teh ljudi, kajti niso še zgradili infrastrukture povsod po svetu. Potem imamo pa tukaj še te prebivalce držav, ki ne morejo dostopati do dolarjev. In zakaj bi sploh želeli imeti dolarje? Ja, predvsem zaradi te nadloge, ki se ji reče inflacija. In v nekaterih državah ta inflacija lahko presega tudi več kot 100%. Kaj napraviti v takem primeru? Ljudje se zatekajo radi k dolarju, problem pa so tiste države, kjer ne morejo kupiti dolarja, ker imajo države take ali različne ali prepovedi ali omejitve trgovanja z dolarji in ljudje pridejo do dolarja v bistvu preko stabilnih kovancev. Katere pa so tiste države, ki imajo največje izzive s tem, no? Ja, malo sem jih že omenil po kontinentih, predvsem Južno Ameriko poznamo, Venezuela ima ogromne težave z inflacijo, Kuba tudi tukaj, ki je bila dosti v sporih z Ameriko. Prebivalci Venezuele rešujejo veliko res stabilnimi kovanci, da kupujejo dolarje, ker jih drugače ne morejo, Kubanci isto. Potem imamo tukaj vojno žarišče, Rusija, Belorusija, prepoved trgovanja z dolarji, oni veliko s kriptom rešujejo, veliko s stabilnimi kovanci. Potem imamo določene afriške države, Zimbabve, Sudan, ki imajo te omejitve. Pa da ne bomo mislili, to so države, ki so res po prebivalcih na zelo visokih številkah. Mjanmar, na primer, azijska država, na primer 50 milijonov prebivalcev. Potem so tukaj še določene arabske države, Iran, ki tudi nima dostopa do dolarja. To so, če kar naenkrat pogledamo, če se seštejemo, pa to niso seveda vse države, ker dolg spisek jih je, če vse te države damo na listo, vidimo, da je to res kar en velik del sveta, poleg tistih 1,7 milijarde, ki nimajo dostopa do bančnega računa. In tukaj je sigurno prihodnost za kriptovalute na tem delu prebivalstva. Če pogledamo pa tukaj še malo bližje, tudi v Evropi, Turčija, v zadnjih 12 mesecih 75% inflacija, noro, a ne? In dejansko Turčija se tudi zateka k temu načinu zaščite svoje države, svoje ekonomije.
Turčija spada dejansko med top 20 ekonomij svetovnih po BDP-ju. In Turčija usmeri vsako leto 4% svojega BDP-ja v stablecoine. Tudi Evropa to dela, z manjšimi številkami sicer, ampak vidimo ta trend. Evropa nekje 0,3% usmeri v stablecoine. Torej, zelo pomembno je, da te stabilni kovanci ostanejo popolnoma zamenljivi. Je tako? Ali lahko trguješ z USDC-ji? Prej si jih že omenil, namreč USDC je bil odobren strani Mike, in mi vemo, da je Mika določa zelo stroge zahteve za izdajanje teh stabilnih kovancev, kar pa seveda zagotavlja neko skladnost in večjo preglednost na trgu. Ali lahko trguješ z USDC-ji? Ja, v bistvu vse to, kar si povedala. Mika je prevzela nadzor, regulacijo vzpostavila v Evropi prav s tem mesecem, tako da ta svet postaja, vsa Evropa je tukaj zelo napredna, kar se tiče regulacije, in podjetje Circle je v Evropi začelo uvajati tudi stabilne kovance, predvsem USDC pa EURC, in kot si rekla, Mika nadzira zelo strogo samo izdajanje in pa tudi trgovanje s temi kriptokovanci, kar nam dejansko prinaša transparentnost in varnost. In ja, seveda, da se trgovati z njimi res zdaj varno. Kaj pa centralno-bančne digitalne valute? Vemo, da so to digitalne državne valute, ki jih urejajo te centralne banke. Kako je s tem? Kaj so ključni vidiki in prednosti teh? Ja, v bistvu gre za eni zelo ločeni zadevi oziroma različni zadevi. Kaj ti treba razumeti, da CBDC je valuta, kot je evro ali dolar ali neka tretja fiat valuta, ki jo izdaja država, ki jo v bistvu želja je predvsem nadzor nad celo ekonomijo na ravni države oziroma celo na svetovni ravni, se pravi nadzor, kaj se počne v državi. To pomeni lahko tudi nadzor dejansko nad prebivalci, kam se stekajo določene vsote, in nekako vse gre bolj v nadzor, to je nekako namen. Seveda CBDC bo tudi pohitril same transakcije, kar je tudi želja, ne nazadnje. Če primerjamo pa to s stabilnimi kovanci, stabilni kovanci niso izdani strani države, so izdani strani privatnih projektov in so res bistvo to, kar smo že izpostavili, da jih lahko pošiljamo kamorkoli, kadarkoli po svetu, skoraj v trenutku, z nizkimi stroški. Če bi se mogoče tukaj še navezal na te stroške ali pa čas, ko mi pošiljamo trenutno fiat valute po svetu, lahko traja tudi nekaj dni, to je velik problem. To se pravi, je velika prednost stabilnih kovancev v trenutku skoraj. Problematika, tudi strošek, če pogledamo samo Western Union, mednarodno nakazilo, tukaj je lahko strošek tudi 30%. To je nor strošek, to je kraja skoraj za reči. Ali pa pogledamo internetne nakupe preko PayPala, strošek se lahko giblje okrog 3%. Tega pri stabilnih kovancih ni. In težko je tukaj dejansko sploh neke podobnosti prav vleči s CBDC-jem, ki bo dejansko še vedno evro kot tak, sicer v digitalni obliki, z več nadzora. Hvala. Če se še malo dotaknemo Ethereum ETF-a, vemo, da je bil že odobren strani Ameriške komisije za vrednostne papirje. A je že aktiven, Benjamin? Ja, tako kot si rekla, odobren je že bil, vendar ni še aktiven. Kdaj bo, ne vem, lahko je jutri. Zdaj neke govorice obstajajo, da ne bi avgusta štartal. Je pa tukaj v bistvu še ena bolj pomembna zadeva. SEC, to je ameriška agencija, ki pač nadzoruje finančne trge, tako kot pri nas ATVP,
je leta 2022 v bistvu zaključila preiskavo na področju Ethereuma. In v bistvu rezultat te preiskave je bil, da ga ne bodo več preiskovali naprej, torej je preiskava zaključena, kjer pač med vrsticami svetu sporočijo, da Ethereum kriptovaluta ni vrednostni papir, ampak je v bistvu Surovina. In v bistvu ta sprejem oziroma to, da ne bodo več preiskovali Ethereuma, je v bistvu okrepilo zaupanje tudi institucij. In ja, ETF vezan na Ethereum je že odobren, vendar ga še ni na trgu, je pa samo vprašanje časa, kdaj bo. Je pa to tudi v bistvu okrepil toliko zaupanja oziroma strani institucij, da se že govori tudi o drugih ETF-ih. Tukaj imam zdaj v mislih ETF vezan na Solano. BlackRock kot največja upravljavska družba na svetu in že poseduje oziroma trži ETF sklade vezane na Bitcoin. Na Ethereum imajo že odobrene, vendar ga bodo zdaj lansirali na trg in že pripravljajo dokumentacijo za ETF vezan na Solano. VanEck, podjetje s sedežem v New Yorku, pa je že oddalo vlogo za odobritev ETF vezan na Solano. In podjetje, v bistvu gre za organizatorja trga, no? Podjetje, ki je bilo ustanovljeno 2013, se pravi, so praktično od samega začetka prisotni na kriptotrgu in v bistvu so specializirani za zagotavljanje likvidnosti na kriptotrgu. No, oni so naredili neko analizo, kar pomeni, da ocenjujejo, da z odobritvijo ETF sklada vezanega na kovanec Solana, da bi lahko pritegnil nekje od 2 do 14% bitcoinovih tokov, se pravi prilivov v Bitcoin ETF. In če vzamemo najboljši scenarij, da se res zgodi, da bo prišlo to, kar je prišlo v Bitcoin ETF, 14% od tega v Solano ETF, bi to za Solano pomenilo, zdaj gledano cenovno, skoraj 9-kratno povečanje. Mislim, da 8,9-kratno povečanje, če se zgodi bikovski scenarij. Tako. Kar pomeni, da je to spet ena zelo lepa priložnost in ja, z odobritvijo teh ETF-ov bo trg oziroma kriptotrg samo še pridobival praktično iz vseh koncev, pa tudi mislim, da Solana ETF ne bo zadnji, ampak se bodo te ETF-i kar vrstili, se pravi tisti projekti, ki imajo neko realno osnovo, ki nekaj izboljšujejo na določenih segmentih, področjih, bodo sigurno tudi ETF-i, kar spet samo govori v prid in potencial kriptotrga. Ja, in v bistvu tukaj se vedno sprašujem, kako ljudje razmišljajo, ko pride do nekega popravka cen, večjega ali manjšega. Dobim kar občutek, da te ljudje mislijo, da ko pa pride do padca oziroma popravka cen, da se pa na kriptotrgu nič več ne dogaja. Ne. Da se v bistvu na kriptotrgu dogaja samo takrat, ko raste, ne. Ko stagnira ali pa pada, se pa nič ne dogaja, v bistvu v smislu razvoja in tako naprej. In tukaj tudi mislim, da je glavni razlog, se pravi nepoznavanja, še enkrat kripto ustvarjalce, programerje, ne briga, koliko je cena Bitcoina, Solane, Ethereuma, ne briga. Oni pač delajo, razvijajo naprej in vsak razvoj pač zahteva nekaj časa. In v trenutkih, ko se na trgu nič ne dogaja ali pa celo pada, se tehnologija razvija še hitreje. In če se lahko tukaj zdaj navežem, recimo zdajle v tem obdobju blockchain ton
zelo veliko prahu je dvignil. To je blockchain od socialnega omrežja Telegram. Tudi oni so prepoznali, moramo biti zraven, ker tukaj je potencial. Tako da naredili so blockchain, ki drugače tehnološko ni nič posebenega, ampak gre za eno drugo stvar. Telegram je eno večjih ali pa med največjimi socialnimi omrežji. Mislim, da so 4. največji, ima 900 milijonov. 5. No, hvala za popravek. Ima 900 milijonov uporabnikov. In kaj so naredili? Da dejansko ti preko Telegram aplikacije, se pravi, ko ti na Telegramu pošiljaš, delaš karkoli, dejansko lahko dostopaš do, se pravi, je Telegram svojim uporabnikom dejansko predstavil kriptotrg. Zdaj, da ne bo to spet kakšen misel, da je to kakšen investicijski nasvet, ni, lahko povem, da ta blockchain ni nič posebenega, v bistvu niti ne vem, če lahko zagotavlja se pravi storilnosti, ki jih pač blockchain v tem trenutku more, če lahko sam povem, TPS ima ta ton 180, za primerjavo Solane, ki ima 1200. TPS pomeni transaction per second, se pravi, koliko transakcij lahko ta blockchain zmore v sekundi, se pravi, pri tonu je to 120, Solani, ki je že kar nekaj časa na trgu, pa 1200, tako malo za primerjavo. Potem je tukaj tudi problem decentralizacije, se pravi, ob samem razvoju blockchain tehnologije, bom rekel, je bilo razdeljenih teh ton kovancev na 248 uporabnikov naslovov, kar ni veliko, in zdaj tudi ta blockchain ima 350 validatorjev, se pravi potrjevalcev. Za primerjavo od Ethereuma, ki jih ima 780 tisoč, torej to je kar močen signal, da treba biti zelo previden, da se tukaj res odvija tako, kot je treba v prav, tako da to je signal kar velikega tveganja. In zdaj, če se vrnem nazaj, se pravi, 5 milijonov denarnic, ki so odprti na tem tonu, je to nekaj manj, kot jih ima Ethereum v bistvu. Zdaj, če povežem, če vzamem Solano pa Tor, skupaj imata 14 milijonov. In v bistvu se zdaj sprašujejo analitika, je možno, da Ton doseže 14 milijonov denarnic. In v bistvu odgovor je kar, da ja, kajti 14 milijonov denarnic pomeni 1,5% od 900 milijonov uporabnikov Telegrama. Tako da tukaj se tudi vidi potencial in dobro v tem vidim, da se pač community skupnost, kripto skupnost veča s pomočjo Telegrama. Se pravi, tisti, ki bo preko Telegrama dostopal ali pa spoznal kriptosvet, bo potem kriptosvet spremljal tudi naprej. Ker pač blockchain enostavno ne bo mogel zagotavljati takih ugodnosti oziroma prednosti, kakor jih zdaj blockchaini druge generacije oziroma tretje generacije. Benjamin, če te prav razumem, tehnološko ni to nič posebnega. Kakšno je tvoje mnenje? Prav si ugotovila, se pravi, sam blockchain ni nekaj pač je blockchain tehnologija, ki je osnova kriptotrga. Tako, kot sem rekel, glavno prednost vidim tukaj, da se na račun tega Telegram v bistvu poslužuje dela pogače kriptotrga, se pravi, tudi oni so prepoznali, in pa v bistvu to, da ima 900 milijonov uporabnikov in da ima že 5 milijonov novih denarnic, se pravi 5 milijonov ljudi je seznanjeno z kriptovalutami, ki bodo tudi nadaljne najbolj spremljali kriptovalute, zdaj preko Tona ali preko katerega drugega blockchaina. Dejstvo je, da so pač seznanjeni in da pač rokujejo z kriptovalutami in to se mi zdi glavna prednost tega, sama tehnologija pa
nima nobenih presežkov, no, tako bom rekel. Ne. Dajmo se še dotakniti ameriških volitev. Kako bi to lahko vplivalo na kriptotrg v drugi polovici leta? Ja, kriptotrg se zdaj že uveljavlja kot tradicionalni finančni inštrument. Torej oba kandidata v Ameriki sta naklonjena kriptovalutam, eden bolj, eden manj, ampak sta. Tudi tukaj na področju SEC-a se delajo določeni posegi oziroma spremembe. Bi pa tukaj omenil eno zelo zanimivo platformo Polymarket. Kaj pa je to? To je pa v bistvu platforma, kjer se napoveduje v bistvu stavnica, ne samo za športne stave, ampak v bistvu se lahko tukaj stavi tudi na vreme konec koncev. Ne. Se pravi, res širok spekter, ki omogoča in seveda zelo pomembno, da deluje na blockchain tehnologiji. Se pravi, če prav razumem, ima Polymarket tudi svoj kovanec? Ne. V bistvu raziskavo, ki sem jo naredil, ker sem ta kovanec iskal, ker namreč Polymarket grafično gledano beleži zelo intenzivno hiperrast na račun uporabe priliva denarja, vendar kovanca kot takega ni. V bistvu pa uporabljajo stabilni kovanec, kot smo tudi prej govorili. USDC. Tako da v bistvu denar, ki prihaja na to platformo, je v USDC-ju. Ja, in v bistvu z predsedniškimi volitvami je pa to povezano to, da so v bistvu ankete, ki govorijo, v bistvu stavnica, ne, kdo bo zmagovalec ameriških volitev, dejansko integrirali v največje ameriške medije. In seveda, ker deluje na blockchain tehnologiji, je to tudi verodostojno. Se pravi, to ni nekaj, da bomo zdaj nekoga favorizirali, ne, ampak je dejansko to odraz populacije ameriške, kako pač se nagibajo rezultati volitev. Ne. Zdaj, s tem so dosegli, tukaj se res morda je Polymarket trenutno najbolj pozitiven graf v kriptosvetu. Če gledamo samo mesečne rezultate od maja do junija, so to res enormne zadeve. Se pravi, število novih uporabnikov se je v samem mesecu povečalo za 123%. Aktivnosti, ki se dogajajo na tem, za več kot 70%. In v bistvu ta stavni trg, ki je predvsem na športnih področjih, igrah na srečo, ja, je vreden 500 milijard. To ni zanemarljivo. Ne. Zdaj, če gledamo internetne stave, ne, je to sicer manjši del tega, ampak kljub temu je to rastoči segment, 60 milijard, tako. In samo Polymarket je v tem letu v bistvu pridobil 350 milijonov. Ne. In tukaj se je ta platforma dotaknila tudi enega Butterina, se pravi solastnika Ethereuma, ki pravi, da to pa je projekt, ki pač nima meja dejansko. Tukaj lahko staviš kakšno bo vreme. Ne. Tukaj lahko staviš, ne vem, bo Brad Pitt dal prsten, zdaj sem si to zmislil, ampak v bistvu te stave nimajo omejitev, samo nebo je pač meja in tukaj je potencial, glede na trg, 500 milijard, kot sva rekla, ne, to ni zanemarljivo, ne, zna Polymarket kar prosperirati. Spet pa tukaj vidim, da imajo ljudje izkušnje iz prve roke, se pravi, da vidijo, da je blockchain stava, pa stava na blockchain tehnologiji veliko boljša kot internetna stava. In tukaj se spet kaže, zdaj jaz tudi ocenjujem, no, da ta rast temelji ravno na ameriških volitvah, da so s tem največ pridobili novih uporabnikov.
in tudi ocenjujem, da se bo do volitev to še nadaljevalo. Potem pričakujem, da se bo, pač, ko bo konec volitev, to malo zmanjšalo, bo nekateri odšli, ne bodo ostali. Ne? Ampak tako, kot sem rekel, v bistvu pa seznanjen v bistvu z prve roke, kaj dejansko blockchain tehnologija omogoča in bojo s tem tudi seznanjeni. Ne? Zdaj, kot zanimivost, recimo, Polymarket je bil ustanovljen leta 2020, če se ne motim, oziroma 2022. In v letošnjem letu, prvem četrtletju, dosegel svoj all-time high. Zdaj v drugem četrtletju je ta svoj all-time high že presegel za več kot 63%. Tako da tukaj je res ena zelo zanimiva zgodba, ki mislim, da bo kar zacvetela. Si tudi sam uporabnik te platforme? Ne, nisem, sem si jo pa ogledal in res je enostavna, zanimiva. Vidim, da bojo tukaj ljudje kar prisotni, res ni nič težkega za uporabo. Seveda je pa tukaj zdaj druga dilema, pač tukaj se stavi. Vloži sredstva, ne? Drži, ne. To da spet kakšno hazarderstvo tukaj, da ne bo kakšnega odvisnika novega in tako naprej. Ne. Ker konec koncev treba je pač biti z glavo prisoten. Torej, platforma Polymarket zagotavlja hitre in natančne napovedi. Drži, mogoče se lahko tukaj tudi dotaknem še enega segmenta na tem področju, recimo ankete. Tudi ankete, ko bodo na blockchain, ko bo recimo neka agencija uporabljala blockchain tehnologijo, kar pomeni, da zagotavlja verodostojnost, kar zdaj slišimo, če se zdaj v Slovenijo malo vrnemo, ne, ankete pač so usmerjevalci, kako ne bi se volitve odvile oziroma kdo ne bi bil zmagovalec volitev, ampak to je lahko zmanipulirano, noben ne ve, vedno se govori o tem, da volitve niso, da ankete niso noben pokazatelj, ampak na koncu vidimo, da je pa zmeraj tako, kakor so ankete kazale. Zdaj se mi zdi to področje zelo zanimivo, da bodo ankete na blockchain tehnologiji, kar pomeni, da bo verodostojno in tudi z tega vidika je Polymarket, mislim, da na zelo dobri poti. Hvala lepa. Izidor, mogoče za zaključek, spregovorimo še o tem, da je Robinhood napovedal, da bo prevzel Bitstamp, torej eno najstarejših kriptoborz na svetu, za $200 milijonov. Kakšen je tvoj komentar na to? Ja, Robinhood že veliko svetovno podjetje. Bitstamp, mislim, da vsi zelo dobro poznamo, slovenski know-how, Merlak in pa Kodrič, ki ste ga sicer odprodala, mislim, da leta 2018 v južnokorejske roke. Zdaj pa prihaja Robinhood s prevzemom, in treba se vprašati, kaj bo Robinhood od tega imel. In tukaj dobimo ponovno tisti odgovor, kripto je med nami, kdor ga ne zagrabi, bo zaostal. In Robinhood v bistvu do zdaj uporabniki, predvsem so znani po njihovi aplikaciji, kjer lahko njihove stranke kupujejo delnice, trgujejo z opcijami, do določene mere kupujejo tudi kriptovalute. Z nakupom Bitstampa pa Robinhood prihaja do tega, da bo dejansko lahko prodrl globalno, kajti do zdaj so bili bolj v Ameriki pozicionirani. Bitstamp velja kot si že rekla, ena najstarejših menjalnic, ena najbolj uglednih, ena najbolj varnih in ima veliko zaupanje strani institucionalnih vlagateljev. In Robinhoodu je jasno, kje se denar nahaja. Med institucijami je vse več interesa za nakup kriptovalut, vemo že strani Bitcoin ETF-ov, in Robinhood hoče tukaj seveda tekmovati s ETF-i, želi privabiti čim več sredstev tudi v lastno upravljanje in Bitstamp je kot nalašč za to. Bitstamp ima zaupanje, ima infrastrukturo, ima vse licence za trgovanje na trgu in ima ta ugled. In tukaj bo Robinhood res ogromno pridobil.
Hvala vama za izjemna pojasnila in upam, da se kmalu spet vidimo. Jaz upam, da bo veliko slušateljem, da jim bodo te informacije prav prišle, da jih bo tudi malo pomirile, da bodo znali izkoristiti ta strah in s tem povečati svoje portfelje. Tako da hvala tudi tebi, Marjeta, za vabilo. Hvala. Ja, tudi z moje strani hvala za povabilo. Upam, da sva dala kar nekaj uporabnih informacij. Tako da, ja, Odlično. pa kdaj drugič še kaj več, ne? Tako. Hvala lepa. Hvala tudi tebi. Če vam je bila vsebina zanimiva, stisnite like in se naročite na naš kanal.